Zanima nas, kako si vi razlagate, da se Lahovnikovi nepovezani poslanci iz Društva Zares niso odločili, da bi sodelovali pri partnerstvu za razvoj? To je njihova odločitev, verjetno še zmeraj razmišljajo tako, kot so razmišljali prej, ko so bili še v LDS-u, da se nima smisla povezovati v to združbo. Ste vi morda eden izmed prvakov strank, ki ste podpisali tudi ta partnerstvo za razvoj, ta sporazum, ali ste morda vi nasprotovali, da bi se Lahovnikovi nepovezani poslanci pridružili partnerstvu za razvoj? Ne, take zadeve jaz nisem podpisoval, ker se mi zdi nesmiselna. Jaz sodim, da je smiselno, da je čim širši krog ljudi, ki sodeluje pri teh zadevah, gre za dobrobit Slovenije. Se mi pa zdi, da bi to lahko bili tisti ljudje, ki se bojijo, da bi morda njihova cena oziroma njihova vloga se s tem zmanjšala. Predsednik vlade je včeraj dejal, da je partnerstvo za razvoj v sklepni fazi oziroma v zaključni fazi. Kaj to pomeni? Ja, to pomeni, da bomo več ali manj pripravili vso zakonodajo, ki je potrebna, da bojo potem samo še taki zakoni, ki niso najbolj nujni in najbolj, potrebni za razvoj Slovenije. Ali mislite, da morda ni to sklepna faza ali zaključna faza, da se je stranka SD približala stranki SDS s tem partnerstvom za razvoj in ko je sedaj tako približno enaka po moči, je to v bistvu sklepna faza? Ja, morda tudi to. Zagotovo ni vseeno Janši, da je Pahorjeva stranka tako pridobila na moči. Evidentno je, da prevzema prvo mesto v lestvicah priljubljenosti oziroma izvoljivosti. Zagotovo pa to pomeni tudi, da prevzema tudi nekakšno vlogo znotraj samega partnerstva za razvoj, ne zaradi tega, ker bi bila recimo najpametnejša ali pa ker bi bila na oblasti, ampak zaradi tega, ker dobiva vedno večjo in največjo podporo ljudi. Kakšno funkcijo pa je imela vaša stranka v tem partnerstvu za razvoj? Je tudi kaj pridobila? Mi smo imeli izredno konstruktivno vlogo. Mi smo šli v partnerstvo razvoj zato, da bomo lahko naredili kaj dobrega za Slovenijo in za naše državljane. To nam je uspelo. Ogromno naših idej, sugestij in pa predlogov je bilo sprejetih in inkorporiranih v zakonodajo. A imate morda kakšen konkreten dosežek v tem partnerstvu, kakšen rezultat? Prav konkretno, nek predlog, ki je bil morda sprejet? Ja, takih predlogov je zdaj težko govoril vsakem posebej, mislim pa, da jih je tam okrog med 25 in 30. Pa lahko poveste vsaj enega? Vsaj enega, ja, seveda lahko. Recimo pri tem, da smo se zdaj začeli sestajati z ministrom Ruplom in da se je formiral ta strateški svet za mednarodne odnose oziroma odnose med Slovenijo in Hrvaško. Lep pozdrav, gospod Jurij. Zanima me, kako vi gledate na ta partnerstvo za razvoj, kateremu je tudi vaša stranka? Tako, jaz sem ta projekt že od samega začetka ocenil kot slab, neverodostojen, ampak marketinška poteza Janševe vlade, kateri je žal tudi naša stranka pristopila. Moram pa danes priznati, da prav z naslova marketinga je naša stranka morda še največ pridobila, kajti ankete nam dobro kažejo. Sama vsebina tega partnerstva, kolikor vidim rezultate, ni toliko pomembna. Jaz bi rekel, da celo določene bagatelne stvari uspevamo nekoliko urejevati v sodelovanju z koalicijo oziroma z vlado. Velike pomembne stvari gredo mimo tega partnerstva oziroma gredo skozi partnerstvo, ampak brez velikega uspeha za naše predloge. Jaz sem se izločil iz samega partnerstva formalno, pisno tudi na samo predsedstvo stranke in pri njem ne sodelujem. Ponavljam pa, da danes očitno moram priznati, da kot marketinška poteza je bila to dobra izbira, kajti nam kaže dobro. Kako pa vi vidite včerajšnjo izjavo predsednika vlade, da je partnerstvo za razvoj, potem ko Lahovnikovi nepovezani poslanci iz Društva Zares niso pristopili,
da je v bistvu na neki način v neki zaključni fazi. Je to morda zdaj v zaključni fazi mora biti zaradi tega, ker je SD pridobivala v tem partnerstvu in prehitela SDS in morda to ta zaključek, ki ga Janša zdaj hoče na nek način izvesti, ali vi vidite kaj drugega? No, malce bo špekuliral. Janša je povabil Lahovnikovo skupino v partnerstvo, ta je to povabilo odklonila, kolikor vem in razumem. In morda se je predsedniku vlade zazdelo, da to partnerstvo prinaša več točk naši stranki kot svoji in ga smatra za zaključenega. No, jaz verjamem, da do take odločitve ne bo prišlo, kajti to sodelovanje v tem partnerstvu ob upoštevanju dveh različnih vlog, ki ga ima naša stranka, ki ima vlada, je vendarle za vlado koristno. Veliko novih idej, svežih pristopov, vem, da naši kolegi, ki sodelujejo v pogajanjih, prinašajo, koliko jih vlada sprejema, pol njihov problem, ne? Ampak ve, da bi se odpovedal velikemu znanju, ki ga premore to partnerstvo z naslova našega sodelovanja. Tako da verjamem, da bo partnerstvo formalno potekalo do konca tega mandata, zagotovo do konca tega leta, ko bodo druge prioritete nadomestile samo partnerstvo, mislim na predsedovanje Evropske unije. Ampak lahko si domišljam, da ne vidi več tako partnerstvo, kot si ga je sam zamislil, kajti največ točk je pridobil Borut Pahor in Socialni demokrati. Dober dan, gospod Jerovšek. Zanima me, kako vi vidite besede predsednika vlade, ki je včeraj izjavil, da je partnerstvo za razvoj v zaključni fazi. Ja, prav gotovo predsednik vlade najboljše ve, kakšni fazi so te reforme in vse to celih sklop zadev, plus tega se on udeležuje tudi Evropskega sveta, kjer se praktično te reforme zahtevajo in jaz trdno prepričan, da je imel predsednik vlade osnovo za tako izjavo. Ste zadovoljni, da se Lahovnikovi nepovezani poslanci iz društva zares niso pristopili partnerstvu za razvoj? Jaz nisem zadovoljen, ampak nekako logično se mi je zdelo, ker so prej zelo močno nasprotovali, da sedaj ne bodo popolnoma spremenili mnenja, da bodo ostali kritični in na nek način sem podzavestno pričakoval, da bo tak izid. Je SDS izgubil, ker je SD pristopil partnerstvo za razvoj? Je to morda bila formula Boruta Pahorja, kako povečati rejting stranke? Ste morda to obžalujete? Ne, tega nikako ne obžalujemo. Glejte, spremembe na lestvici strank so nastale zaradi razpada ene stranke. Ampak ker so nekateri stečajni upravitelji te stranke, pa te poslanske skupine pristopili v stranko Socialnih demokratov, se bojo tam isti procesi verjetno kmalu začeli. Se pravi, se ne bojite, da bi partnerstvo za razvoj na nek način uničilo pozicijo, ki jo je imela SDS pred tem partnerstvom za razvoj, pred podpisom, ko so se... Ne, jaz mislim, da je tudi za našo stranko bilo to pozitivni učinki, vendar seveda v demokraciji je vedno tako, da je lažje napredovati v opoziciji kot pa v poziciji.